simulacr z razstavo Prepletanje predstavlja slikarka Barbara Drev. Gre za njena najnovejša dela, lahko bi rekli, da so ta dela za naš prostor nekako drugačna, vsaj v zadnjih letih. V slikarstvu smo videli veliko nekih pristopov, analitičnih misli, veliko pristopov umetnikov, ki so se posluževali kritike sistema. Barbaro Drev pa pri delu nekoliko bolj vodi intuicija, tudi sama poudarja, da ne ustvarja projektno, ukvarja se z ateljejsko prakso, ki jo nekako kontinuirano gradi, nadgrajuje, razvija. To se zelo jasno vidi tudi pri slikah, ki so na ogled v galeriji Simulacr. Dela so ustvarjena, kako bi rekel, zelo svojevrstno, ena na ena. Vidimo, da umetnica ne gre v smeri neke koherentne celote, nekega krovnega stila, ampak se dejansko ukvarja s posameznim delom na nekem svojem nivoju. Pretežni del te razstave je nastal v preteklem letu in razen dveh so vsa dela postavljena na ogled prvič. Slikam z oljnimi barvami, uporabljam tudi tuš, ki ga nanašam z airbrushem, potem sprej, včasih pa tudi akrilne barve z grafično tehniko sitotisk. Slike na tej razstavi so nekako nadaljevanje mojih prejšnjih del. Ne delam projektno, torej da bi slikala serije, ampak proces dela poteka bolj fluidno. V osnovi ohranjam to neko idejo, ki pa se skozi čas seveda spreminja, se preoblikuje, prevrednoti, kaj dodam, kaj odstranim. To je seveda odvisno od tega, kaj počnem, kaj me zanima, kaj želim sliko povedati, nazadnje tudi od samega razpoloženja. Kar prvo opazimo na razstavi, je to, da so slike izrazito sivih tonov, sicer so prisotne barve, ki pa jih umetnica z nekimi pastoznimi, gestualnimi, sivimi barvnimi nanosi prekriva do te mere, da dela postanejo skoraj monokromna. Še vedno je v njenih delih prisotna mreža, je pa tudi ta tokrat bolj organska, zabrisana, ko bi rekel, skoraj nevidna v primerjavi z mrežami, ki se jih je posluževala v preteklih delih. Svoje slike opisujem oziroma si jih predstavljam kot neke abstraktne krajine, ker ne gre za čisto abstrakcijo, saj so tukaj navezave, asociacije. Na enem mestu se srečuje več zgodb, ki so večplastne, se prepletajo, včasih tudi gnetejo. V sliki iščem neko gibanje, kot prehajanje iz ene zgodbe v drugo ali pa nenehno preusmerjanje pozornosti. Sam proces dela mi je zelo pomemben. Priprava na slikanje je sicer zelo klasična. Sliko pričnem brez predhodne skice, vendar je ta neka vizualna ideja o tem, kako naj bi slika izgledala, vedno prisotna. Ponavadi delam več slik hkrati, saj se mi velikokrat zgodi, da medtem ko delam, dobim kako novo idejo in to idejo želim
nekako realizirati potem na drugi sliki in tako naprej. Nekako, kar te slike še zlasti določi, je neka posebna poetika, nek doživljaj, ki se je pač pripetil umetnici. V nekem osebnem delu je to pač poškodba, ki jo je odvrnila od slikanja. Takrat je Barbara Drev začela razmišljati o tudi drugačnih mrežah, o fasciji. Fascija je res mreža, ki prepleta naše organe, mišice, kosti in tako naprej. To razmišljanje o telesu, o neki drugačni zgradbi slike je jasno vidno tudi pri teh delih. Prav tako pa se umetnica ukvarja z vprašanji subjektivnega, objektivnega, doživljanjem zunanjega sveta, resničnostjo informacij. In ob tem imam občutek, da se danes v poplavi informacij težko znajdemo, težko presodimo, kaj je resnično, kaj ni resnično, in to opiše kot neke vrste sivino. To lahko zelo dobesedno vidimo pač v tem, kako so slike pretežno monokromne, sivih odtenkov in tako naprej. To se pravi, umetnica daje tukaj neko izjavo v smislu, da težko ločimo črno od belega, znajdeni smo med nekimi nejasnimi odtenki, ki so postali del našega vsakdana. Ta čas, ki ga preživim v ateljeju, mi je zelo pomemben, to je čas, ko dam vse ostalo malo na pavzo. Ni pa to tak nek zaprt mehur, ampak si predstavljam to bolj kot neko gobo ali pa spužvo, ki vsrka se iz zunanjega sveta in se potem nekako prefiltrira v tem mojem prostoru. Zdaj, slike na tej razstavi so precej drugačne od mojih prejšnjih, so pa tudi med seboj zelo različne. Mogoče je skupno tem slikam to, da so bolj monokromne. Sem pa želela v sliki tudi dobiti tako razdrobljenost, to neko razčlenjenost in razpršenost, ter da center pozornosti ni točno določen. Kljub sivinam, ki so prisotne na slikah, umetniškim delom ne umanjka aura. Lahko bi rekli, da dobijo prav preko sivin ta dela nek transformativni naboj. Ne gre za neke slikarske krajine, ne gre za slike kot objekte. Gre za slike, ki na nek način kažejo transformacijo, tako transformacijo umetničinega telesa, kot tudi transformacijo okolja, v katerem umetnica biva. Gre za, po mojem mnenju, zelo dovršeno estetsko izkušnjo, ki nam odpira eno specifično, dotično realnost, to se pravi neko realnost Barbare Drev.